Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani prijatelji, Nova Slovenija je sredi dogajanja. Začetek pokopa žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja na slovenskih tleh postaja središče iskanja odprtega načina življenja na slovenskih tleh. Načina, ki je potreben za človekovo dostojanstvo, za spoštovanje razlik in življenje z njimi. Nova Slovenija je z dialogom v slovenski politiki dosegla, da je bil sprejet zakon, ki je omogočil to, čemur smo sedaj končno priča. S tem je stranka posredno stopila v sredo slovenskega političnega in tudi civilnega življenja, kjer je zadnja desetletja potekalo iskanje, spraševanje in tudi obtoževanje, kdo je kriv, da se nam je med vojno in po njej zgodilo toliko gorja. Je morda Nova Slovenija vstopila v slovensko politično sredino? Če je bila to cena, da smo sedaj priča temeljnemu dogajanju, ki bo spodbudilo tudi novo vrednotenje medvojnega in povojnega časa, potem je bila ta cena potrebna. Ampak Nova Slovenija, krščanski demokrati, ostaja zavezana vrednotam krščanske demokracije, med katere spada tudi dialoška odprtost. Kakšne so te vrednote, krščanski demokrati kažemo s svojimi stališči in dejanji. Nekateri politični analitiki, ki naj bi trdno stali v desnosredinskem in desnem političnem polju, na zadnje časa nekoliko z odporom prepoznavajo na tem polju in tako ponujajo tudi nove rešitve in nove obraze. Pri tem je veliko spraševanj, zakaj politična desnica na volitvah izgublja glasove in na hitro postrežejo z instant rešitvami. Več novih desnih strank, pa bo zmaga naša. Prepričan pa sem, da je med Slovenci veliko več teh, ki so jim blizu vrednote, ki jih zagovarjamo krščanski demokrati. Nova Slovenija je tudi v sredino političnega prostora vstopila z načinom svojega delovanja. To je pot, ki lahko prebudi speče volivce na sredini. To pa ne pomeni, da spreminjamo svojo vsebino. Smo, kar smo bili in kar tudi znamo in hočemo biti. Ni več razloga za spraševanje, ali je prav, kar delamo in kakor delamo. Danes smo tu zbrani tudi zato, da ponovno povemo slovenski javnosti, da dostojanstveno in pogumno delamo tisto, kar mislimo, da je prav, pošteno in pravično. In zato ni več časa za spraševanje o nas, ampak čas, da ljudi povabimo, da gredo z nami. Bog živi Novo Slovenijo!